Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, pozdravljeni na slavnostni akademiji Zdravniške zbornice Slovenije. Gospe in gospodje, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije za povezovanje zdravnikov in zobozdravnikov v prizadevanjih za negovanje ugleda in častnosti zdravniškega poklica ter izpolnjevanje poslanstva zdravniške etike prejme ob 130-letnici začetkov krovne stanovske organizacije zdravnikov in zobozdravnikov na Slovenskem in ob 30-letnici vzpostavitve sodobne zdravniške zbornice v samostojni državi, Zdravniška zbornica Slovenije red za zasluge. V imenu Zdravniške zbornice Slovenije bo odlikovanje prevzela predsednica doktorica Bojana Beović.
Prisežem na Apolona zdravnika in Asklepija in Higiejo in Panakejo in vse bogove in boginje ter jih kličem za priče. O Bog, napolni mi dušo z ljubeznijo do umetnosti in do vseh živih biti. Podpri moč mojega srca, da bom vselej pripravljeno služiti siromaku in bogatemu, prijatelju in sovražniku, revnemu in slabemu. Stori, da bom v njih videl samo trpečega človeka. To je moja zaobljuba. Izpopolniti medicinsko umetnost in se od nje nikoli ne odvrniti. Potem ljubiti bolnega, vse in vsakogar od njih, bolj kot če bi na kocki bilo moje lastno telo. Ne presojati ničesar z ugibanjem, ampak po simptomih. Ne dajati nobenega zdravila brez razumevanja, niti ne zbirati denarja, ne da bi zaslužil. Ne ugibati, ampak vedeti. Temeljito obvladaj osnove medicine. Delaj z voljo in brez prestanka. Bodi miren in odločen in ne popuščaj sebičnim željam. Strastjo se posveti cilju, da bi rešil vsako živo bitje. Z bolniki ravnaj enako, ne glede na to, ali so revni ali bogati. Ne ponižuj drugega zdravnika, da bi poudaril svoje sposobnosti. V trenutku, ko stopam v zdravniški poklic, svečano obljubljam, da bom svoje življenje postavil v službo humanosti, da bom svoj poklic opravljal vestno in dostojanstveno. Za vsemi svojimi močmi bom ohranjal čast in plemenite tradicije zdravniškega poklica. Moji kolegi mi bodo bratje in sestre. Zdravnica in zdravnik, zobozdravnica in zobozdravnik, svečano obljubljam. Svoj poklic bom opravljal vestno in odgovorno. Najvišja zapoved pri mojem ravnanju bo ohranjanje in obnavljanje zdravja ter preprečevanje in lajšanje trpljenja. Varoval bom skrivnosti, ki mi bodo zaupane, ohranjal bom čast in plemenita izročila zdravniškega poklica in ne bom dopuščal nobenih razlik zaradi spola, rase, genetskih dejavnikov, življenjskega sloga, spolne usmerjenosti, vere, nacionalnosti, politične pripadnosti ali socialnega položaja. Na podlagi državnega zakona o ustanovitvi zdravniških zbornic cesarsko-kraljevske vlade iz leta 1891 je bila 15. maja 1893 ustanovljena prva zdravniška zbornica na slovenskih tleh, Zdravniška zbornica za Kranjsko deželo. Imela je 9 ustanovnih članov, slovensko govorečih zdravnikov. Obravnavala je stanovske in socialne zadeve, interese zdravniške prakse in s predpisi urejala odnose med zdravniki, oblastjo in družbo. Dokončno se je konstituirala leta 1896, ko je bil za predsednika zbornice izvoljen dr. Karol Blajvajs, plemeniti trsteniški. Dunajska oblast in vlada nista podpirali dejavnosti zbornice in sta jih celo onemogočali. Tako je leta 1903 zbornica prenehala delovati. Po prvi svetovni vojni sta se leta 1918 zbornica in zdravniško društvo združila in postopoma so se začele razmere izboljševati. 8. aprila 1923 je bila ustanovljena Zdravniška zbornica za Slovenijo, ki je temeljila na uredbi vlade Kraljevine Jugoslavije o ustroju Ministrstva za narodno zdravje. Za ustanovitev zbornice se je zavzemal predvsem ljubljanski zdravnik, dermatovenerolog in politik dr. Vinko Gregorič, ki je postal prvi predsednik zbornice. Leta 1924 je imela zbornica že 286 članov, med njimi je bilo le 6 zdravnic. Do leta 1937 se je članstvo več kot podvojilo. V medvojnih letih 1941 do 1945 zdravniška zbornica ni delovala, leta 1946 pa je bila ukinjena.
V prelomnih letih od 1988 do 1992, ko je nastajala država Slovenija, so se tudi zdravniki, povezani v Slovensko zdravniško društvo, aktivno zavzeli za ustreznejšo ureditev vloge zdravniškega stanu ter glasno zahtevali pooblastila za urejanje vprašanj, o katerih lahko kakovostno in odgovorno odloča samo stroka. Leta 1992 je bila sprejeta nova zdravstvena zakonodaja in zakon o zdravstveni dejavnosti, kar je omogočilo formalne pogoje za ustanovitev nove zbornice. Ustanovna skupščina Zdravniške zbornice Slovenije je potekala 28. marca 1992 v slovenskem parlamentu. Za predsednika zbornice je bil izvoljen primarij Kurt Kancler. Že decembra 1992 je zbornica sprejela kodeks medicinske deontologije Slovenije. Leto kasneje še pravilnik o strokovnem nadzoru in pravilnik o dovoljenju za zasebno delo. Leta 2010 so zdravniki in zobozdravniki dobili svojo hišo zdravništva Domus Medica. Letos pa tudi prostore v Mariboru. Danes zbornica šteje že več kot 11.000 članic in članov. Spoštovani predsednik države, spoštovani visoki, domači in tuji gostje, spoštovane zdravnice in zdravniki, zobozdravnice in zobozdravniki. Zbrala nas je častitljiva obletnica in toliko bolj častitljivo poslanstvo. Vse te misli, ki jih nizamo že od začetka na nocojšnji slavnostni akademiji ob 30-letnici ponovnega nastanka Zdravniške zbornice Slovenije ter 130. obletnici prvih začetkov stanovske organiziranosti zdravništva na Slovenskem, spletajo ponosno mrežo spominov in bogate zgodovine. Zgodovine globoke človeške predanosti in visoke strokovnosti. Zgodovine plemenitega ravnanja ter posluha za brata sočloveka. Danes se bomo zdravniškemu poklicu, poklicanosti, poslanstvu in vlogi v družbi posvetili in poklonili z mnogih zornih kotov, prek mnogih pomembnih, tehtnih in osebnih glasov. Čaka nas poklon znanosti, zaupanju in srčnosti. Čakajo nas praznovanje, optimizem in ponos. Henry Sigrist, švicarski zgodovinar medicine ter zagovornik univerzalne zdravstvene oskrbe, je zapisal: naloga medicine je spodbujati zdravje, preprečevati bolezni, zdraviti bolne, ko preventiva odpove, in rehabilitirati ljudi potem, ko so bili ozdravljeni. To so zelo družbene funkcije in na medicino moramo gledati kot na v bistvu družbeno znanost. Kako pa o vlogi zdravniškega poklica razmišljajo današnji vidnejši glasovi razuma, si oglejmo v naslednjih minutah. Danes vsi googlamo svoje simptome in v bistvu jaz vidim, da se mora zdravnik na eni strani soočati s tem, da prihajajo do njega veliko bolj tesnobni pacienti, ki so prihajali preko Googla že do nekih katastrofičnih diagnoz, tako da mora biti danes zdravnik zelo dober psiholog. Zdravnik ni več v vlogi neke klasične avtoritete kot v preteklosti, ampak je v bistvu bolj partner. Imamo celo vrsto zagad, pravnih zagad danes, ki jih v preteklosti tudi nismo imeli, glede recimo medicinskih napak, pa tudi v bistvu glede tega, da na nek način da je zdravnik ves čas v nekem primužu potencialne recimo odgovornosti, še posebej v zdravstvih, ki so močno privatizirana, je pacient vse bolj v vlogi nekega potrošnika, s katerim je spet zelo drugačen odnos. Hkrati seveda mora pa zdravnik se soočati na nov način z svojo lastno nevednostjo in sicer s tem, da je dejansko ves čas cela gora novih raziskav, ki jih morda ni utegnil prebrati, ker smo še vedno v času soočanja z covidom, so danes zdravniki soočeni še z novimi zagatami, namreč soočamo se z potencialno
ponovitvijo ali pa drugimi pandemijami, kjer lahko da bo prišlo do izrazitega pomanjkanja sredstev ali pa kadra, tako da tukaj se pojavljajo zelo težki problemi triaže. Zelo pomembno je, da se zdravniki vse bolj zavedajo recimo pomena tudi vnaprej izražene volje, to, da ljudje, ko so še zdravi, nekako polnomočeni, so informirani, da lahko se izražijo, katere posege želijo imeti recimo na koncu življenja in katere recimo ne. Postavljajo se tudi etična pomembna vprašanja povezana z pravico do dostojne smrti. In ob vseh teh vprašanjih je najpomembnejše, da prihaja do nekega interdisciplinarnega sodelovanja med zdravniki, filozofi, antropologi, pravniki, psihologi, in da skratka medicina in te druge znanosti pridejo skupaj in skupaj razmišljajo o tem, katere bi bile ključne poti razvoja v prihodnosti. Moje življenje nosi svoj smisel v samem sebi. Ta leži v tem, da živim najvišjo idejo, ki izhaja iz moje volje do življenja. Idejo strahospoštovanja do življenja. Mojemu življenju in vsem voljam do življenja, ki me obdajajo, s tem dajem vrednost, se usmerjam k delovanju in ustvarjam vrednote. Strahospoštovanje do življenja mi daje temeljni princip nravnosti, da je dobro povezano z ohranitvijo, intenzifikacijo in rastjo življenja, zlo pa z uničenjem, poškodovanjem in zadrževanjem življenja. 3 stvari so zdravniku prinesle status posebno spoštovanega poklica. Prvo je njegovo znanje, s katerim posega globoko v telo in dušo bolnika. Mu včasih reši življenje, pogosto pa vrne ali izboljša zdravje. To znanje je zavezan vse življenje dopolnjevati. Druga stvar, ki jo ljudje visoko cenijo, je stroga poklicna etika. Zdravniška zaobljuba je podobna redovniški in veže zdravnika tudi zunaj delovne obveznosti, od vstopa v poklic do smrti. V najtežjih trenutkih prav do meja njegove poklicne, telesne in duševne zmogljivosti. Do položaja, ki ga pravo pozna sintagmo ultra posse nemo tenetur. Šele onstran te meje se je upravičen umakniti. Tretja stvar pa so cilji zdravnikovega delovanja. Delati dobro, ne povzročati škode, ravnati pravično. Spoštljivo in požrtvovalno varovati človeško življenje in zdravje, 2 visoko cenjeni vrednosti. Nemalokrat je to težko, povezano z velikim osebnim odpovedovanjem. Poklic zdravnika daje vse, daje solze, daje kri, daje tudi veselje, daje zadoščenje. V človeški naravi je, da največ vtisa pustijo najbolj tragične zgodbe. Teh je nažalost pri nas precej, je pa res, da prav z enako težo puščajo pečat, ki so sicer tragične, vendar se dobro izidejo. In zaradi teh zgodb vsi vztrajamo v našem poklicu. Ja, lahko res rečem, da smo prva bojna linija, si seznanjen z vso pestrostjo tega človeškega bivanja, v dobrem in slabem smislu. Pravzaprav razgaljaš do obisti na nek način, ker jih moraš v kratkem času spoznati. Ampak to dela urgentno medicino strašno zanimivo in strašno živo. Z vsem srcem pač sem to, kar sem kot zdravnik. Evo, zelo pa sem ti zadnji še poslušala. A si že kdaj poslušal svojega srčka? Zelo rada imam otroke in naravo in najrajš pa vidim, če se to oboje združi in so otroci v naravi. In se res dobro počutim, če me spustijo v njihov svet, če vstopim tja. Življenje na podeželju za zdravnike in za zobozdravnike ni enostavno, zato ker je zelo težko ločiti zasebno življenje od poslovnega, od službenega. To izgleda tako, da pač pozvonijo, če vidijo luč ali pa recimo, kadar grem v zdravstveni dom, če je spodaj parkiran avto na soboto popoldne, ko urejam kakšne administrativne zadeve, se potem pač odzovejo in vrnejo ali pokličejo ali pa pozvonijo na zvonec. Ta
poklic mi pravzaprav pomeni zadost svobode, po eni strani, da lahko pomagam ljudem, ki so bolani, ki pomoč potrebujejo, po drugi strani mi pri delu omogoča tudi zavedanje nekih lastnih mej, se pravi tega, da ne moramo vedno pomagati vsem, spoznanja, kaj te meje so, s tem živeti je včasih tudi precej naporno, o tem razmišljaš tudi takrat, ko se služba že konča. Ta občutek, ko mu vzbudiš upanje, rešiš njegovo težavo, je pogosto precej večja nagrada, kakor neko novo odkritje, za katerega si rabo mogoče tudi par let. Ja, bolezen pogosto pahne pacienta in njegovo družino v zelo težko situacijo. Sploh v otroški nevrologiji je bolezni, ki so zelo težke ali pa celo smrtne, ogromno. In poslanstvo vidim v dvojem. Prvo, da pomagamo bolniku skupaj z naravo doseči, da bolezen zavremo ali pa v celoti odpravimo. In po drugi strani, da pomaga, tako kot en čolnar prebroda tako težko obdobje, da bolniku zdravi in v bistvu lahko izpolni svoj življenjski potencial. Zjutraj vstati, ko je služba, to je pa to. Tisto srce, ki je prinešeno nekje, severa Nemčije, po večjih urah začne to utripati, in potem tega bolnika še spremljaš v intenzivi. Na koncu pride nekdo in reče: hvala vam, gospod doktor. To je tisto, kar je, se splača vsak dan vstati pa iti. To nekako res čutiš, da si nekaj dobrega naredil. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, and you know how I feel. Breeze drifting on by, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it is a new life for me. And I'm feeling good. In the sea, you know how I feel. River running free, and you know how I feel. Blossom on the tree, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it is a new life for me, and I'm feeling Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, and you know what I mean. Sleep in peace, one day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world.
Sčasoma se bo medicina čedalje manj osredotočala na obravnavo že napredovalih stanj, lajšanja simptomov, ampak se bo osredotočala na preprečevanje bolezni, preprečevanje zapletov, vzročno zdravljenje, personalizirano zdravljenje. Tukaj bo zelo pomembna preventiva, genomika, različne neinvazivne možnosti diagnostike, kakšna nova cepiva in tako dalje. Zelo pomembna bo seveda tehnologija pri tem, pa tudi umetna inteligenca, ki nam bo pomagala še bolje upravljati z velikanskimi bazami podatkov, še bolje razumevati zelo kompleksne biološke procese in vzroke za bolezni. Zdravnik bo mogel mogoče še toliko bolj zagotavljati svojo bližino, svojo neposredni stik, mogoče zlasti tistim, ki bodo slabši pri razumevanju vseh možnosti, ki jim bodo na voljo, mogoče ranljivim skupinam in drugim. Tako da jaz mislim, da se bo za vsem tem napredkom tehnologije vloga zdravnika samo še krepila in prav je, da smo nekako na to pripravljeni. Verjamem, da bomo v prihodnosti še z veliko večjo učinkovitostjo preprečevali in pa zdravili določene bolezni, ki jih trenutno morda še ne tako uspešno zdravimo, kot si bi jih želeli. Tukaj predvsem mislim na velike raziskovalne dosežke v nanotehnologiji, bioinženiringu, genetiki, imunobiologiji, kar bo po mojem prepričanju revolucioniralo prihodnost v medicini. Danes ob prazniku zbornice dajemo oder tudi novim, drugačnim, svežim pogledom na poslanstvo zdravniškega poklica. Prvi, ki nam bo svoje razmišljanje predstavil, je docent dr. Klemen Dovč z Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrične klinike na UKC Ljubljana. V maju 2019 je kot prvi avtor objavil članek v Diabetes Care, ki ga je pripravil med svojim podoktorskim stažem na Univerzi v Cambridgeu, kjer je bil gostujoči znanstvenik in učitelj. Dr. Dovč, dobrodošli, povejte nam, kako skozi to svojo izkušnjo izpopolnjevanja na eni najboljših svetovnih univerz vidite prihodnost medicine in zdravniškega poklica. Oziroma, če se v vašem primeru lahko izrazim tudi malo bolj glasbeno, a vidite prihodnost medicine in odnosa zdravnik-pacient bolj v duru ali molu? Ja, iskrena hvala za to prijazno napoved. Kratek odgovor bi bil svetla, torej v duru. Zdaj malo na širše pa v resnici sem imel z obiskom Univerze v Cambridgeu spoznati okolje, kjer je v bistvu prava zibelka umetne inteligence, ki je mogoče začel profesor Turing nekaj 80 let nazaj oziroma 90. Tam sem se pridružil uglednemu profesorju Worki, ki je eden izmed vodilnih znanstvenikov na področju razvoja umetne inteligence kot pomoči pri vodenju sladkorne bolezni. Ta sama ideja umetne inteligence za pomoč sladkorni bolezni je bila stara že približno 15 let, ker sem se pridružil takemu uspešnemu okolju pod vodstvom profesora Batelina in sodelovanju še dveh velikih centrov, Hanover in pa Tel Aviv. Je ta ideja v neko skupnim imenom Dream oziroma sanje zorela torej 15 let in nekaj let kasneje sem se temu kolektivu pridružil tudi sam. In smo potem skupaj peljali to zgodbo naprej. Z željo širjenja nekaj znanja oziroma pridobiti izkušenj sem se pa potem pridružil na postdoktorskem izobraževanju profesor Hovorki. Ideja umetne inteligence je ta, da vzamemo neko pomembno breme osebam s sladkorno boleznijo, ki se morajo vsak dan, pravijo, da približno 300-krat odločati, kaj narediti za vodenje sladkorne bolezni. In umetna inteligenca tukaj lahko pomaga, dobimo neke podatke in pomemben del tega bremena umetna inteligenca vzame, se odloči sama, pomaga pri odločanju, svetuje, v nekem širšem okolju postane del tima. In zdaj življenje teh oseb s sladkorno boleznijo nekaj postane bolj kvalitetno, boljše je spanje, stres na starše, na družine. In je zdaj
pomemben del lahko preusmerimo na ključne druge stvari, na medčloveški odnos, na, kako bi človek rekel, kvaliteto življenja za prihodnost. Tako je naša želja, da prihodnost zelo kmalu postane sedanjost in s tem potem lahko razvijamo naša znanja naprej. Zdaj seveda to ni mogoče, če nadaljujemo, če se zopet navežem na glasbeno referenco v dobro usklajenem orkestru. Mogoče dve ključni vodili sta posluh in pa harmonija. Sreča imam, da delujem v takem okolju, tako da v bistvu bi se tudi rad zahvalil vsem učiteljem, ki tukaj stojite pred mano in sem zelo hvaležen, da sem lahko spregovoril nekaj besed. Hvala lepa.
V zadnjih 2 letih smo doživeli zelo veliko skrbi, zelo veliko slabe volje in tudi zelo veliko nasilja. Za mene, ki sem še iz prejšnjega stoletja, so bile mnoge metode, ki so izražale to slabo voljo, nenavadne, osupljive in me je bilo ob njih pravzaprav globoko sram. Teh silovitih izbruhov sovražnosti tudi do zdravnikov je bilo v teh 2 letih zelo veliko. Pisatelj Mika Valdari je na pogorišču 2. svetovne vojne ustvaril lik zdravnika, ki je eden najbolj slavnih zdravnikov v zgodovini literature. Egipčan Sinuhe je najdenček, zavržen otrok, ampak ima to srečo, da ga posvoji en ranocelnik in pri njemu se nauči zdraviti in kmalu preseže svojega učitelja. Sinuhe hodi po vsem tedanjem svetu, se pravi Mediteranu, seli se iz ene dežele v drugo. Ponavadi ga sprejmejo z odporom in prezirom, ker je pač drugačen in drugače govori in drugačnega izgleda, ampak to se zmeraj bolj zmeša z občudovanjem, ker prinaša znanje, ki ga drugi nimajo in obvlada metode zdravljenja, ob katerih vsem vzame sapo. Kljub izbruhom sovražnosti in prezira je v resnici znanje, ki pomaga odpraviti bolečine, tisto, kar ljudje globoko v sebi najbolj spoštujemo. Vendar pa trazi mah. Veščine dejansko vladajo in imajo oblast nad tem, kar je njihovo področje. Tudi s tem se je strinjal, čeprav z veliko muko. Torej se nobeno vedenje ne ozira glede na korist močnejšega, niti ne zapoveduje glede na to korist, temveč se ozira in zapoveduje glede na korist šibkejšega in tega, kar je podrejeno. Naposled je pristal tudi na to, čeprav se je skušal glede tega bojevati, no ko se je strinjal, sem vprašal, se potem takem noben zdravnik, kolikor je zdravnik, ne ozira in ne zapoveduje glede na korist zdravnika, ampak glede na korist bolnika. Strinjala sva se namreč, da je zdravnik v natančnem pomenu besede vladar nad telesi in ne pridobitni poslovnež. Ali pa se nisva strinjala? Zdravnik ni nad človek, še vedno pa je nad ravnjo uslužbenca. Svoje poslanstvo razume kot pomoč sočloveku v stiski. Dober zdravnik mora biti dober strokovnjak, mora pa biti tudi prijazen, sočuten in se v komunikaciji do vsakega posameznega bolnika in do bližnjega, kljub vsem slabostim organizacije našega zdravstva, ne bo pozabil svojega poslanstva. Ko pred prenapolnjeno ambulanto pripeljejo še enega bolnika, mu sočuten zdravnik ne bo zaprl vrat. Ja, to enostavno ni večer za prelahkotne ali naivne besede. Misli, ki se vrstijo in nam odzvanjajo v ušesih, so zapisala peresa v bližnji ali manj bližnji preteklosti. Tu na odru pa pred nami v živo razmišljajo zdravniki, nocojšnji so avtorji večera. Leta 1997 se je kot študentka medicine prvič udeležila odprave v Zambijo. In tudi zdaj kot izkušena zdravnica infektologinja, asistentka doktorica Tadeja Kotar svoj dopust zelo pogosto preživi na humanitarnih odpravah v Afriki in v sekciji za tropsko medicino bdi nad mlajšimi generacijami, ki odhajajo na odprave. Pozdravljeni, dobrodošli. Povejte nam, gospa Kotar, kaj je tisto, kar vas žene, da po delu v medicini tukaj doma potem spet in spet pomagate ljudem tudi med svojim dopustniškim časom?
No, mnogi živimo to, sem ena izmed mnogih, bi rekla, saj veliko sem vas že videla tukaj pred srečanjem, da ste bili pravi tropci, tako da veliko nas je slovenskih zdravnikov, ki se zavedamo, da moramo svoj del poslanstva živeti tudi preko mej, se pravi tudi pri tistih ljudeh, ki so manj privilegirani, kjer ni zdravstva, kjer pač nimajo dostopa do zdravniške pomoči. Razen tega pa že zdavnaj so minili časi Žila Verna, ki je napisal knjigo v 80 dneh okoli sveta. Zdaj vemo, da nekje nekdo kihne, pa se že ustrašimo, kaj bo pri nas. Ali je ebola, ali je covid, opičje koze, kaj nas čaka naslednjič. Se pravi, vse naše izkušnje, ki jih dobimo s svojim delom na oddaljenih delih sveta, nam služijo tukaj tudi doma. Ne samo to, da se povežemo, da se naučimo, kako timsko delati. Vemo, da en človek pač kar nekaj ve, ampak če stopimo skupaj, kot skupina, veliko vemo. In vedno je modrost nekje najti pri starejših ljudeh, pri starejših kolegih, zdravnikih. In pisal se je leta 1978, ko je profesor Pikl, ki je bil naš učitelj, ki nas je navdihnil, da delamo pravzaprav vse to, kar delamo, šel v Centralnoafriško cesarstvo v namenu, da bi pogledal, če tudi slovenski zdravniki lahko kaj dobrega tam naredijo. No, mango ne pade daleč od drevesa, tako da se nas je veliko mangov zbrali okrog njega, ga poslušali, se učili in res on je primer slovenskega zdravnika in človeka in učitelja z veliko začetnico. In tudi v tej smeri se kot tropci veliko lahko učimo drug od drugega in tudi kot zdravniki nasploh. Zakaj gremo? Zato, ker tam vidimo klinično delo, ki ga delamo. Tam je medicina, tam ni birokracije. Pravzaprav vse, kar znaš, ti pride prav. Delo se ne konča sončnim zahodom, ampak traja, kot je pač treba. Tisto, kar je res tisto naše pravo poslanstvo. Veliko stvari vidiš, ki bi jih rad spremenil, pa ugotoviš, da si danes tukaj, pa greš pa domov. Se pravi, pravzaprav nimaš pravice ne vem kaj spreminjati, lahko pa jim pomagaš razmišljati, pa lahko jim pomagaš, da se kakšne stvari naučijo. Zakaj smo šli na odpravo prvič? Pravzaprav nismo vedeli, ampak spoznali pa smo to, da v Afriki so tudi problemi, ampak v Afriki se tudi naučiš tega. Za velike probleme so preproste rešitve. In vedno vse se da, če le stopimo skupaj. Prvič ugotoviš, kako zelo privilegiran si, da lahko študiraš. Pa ne samo to, da lahko študiraš medicino. In s privilegiji se pač ne gre igrati. In s tem pride odgovornost. Ko se pa vračaš, in zakaj se vračamo? Zato, ker se spet spomnimo, zakaj smo sploh hoteli biti zdravniki.
od nekud se poznamo, kot da smo se že srečali, čisto bežno, sredi noči v nekem dolgem, mrzlem hodniku in potem zaspano odtavali vsak sebi. Morda smo si tudi rahlo pokimali v pozdrav ali si stisnili roko. Morda smo se celo objeli, se poljubili, bili vroči od prijateljstva in globoki od ljubezni, vendar je moralo biti že zelo, zelo davno. Da je vse izginilo, se vse razkadilo in zdaj le še z drobcem krivde, skritim v nerodnem molku, čutimo. Od nekod se poznamo. V zadnjem času veliko razmišljam o tem, kje je točka preloma. Moja, našega tima, naše bolnišnice, našega zdravstvenega sistema. Je to 8. ali 10. dežurstvo? 14. zaporedni delovni dan? Je to 7 ur v skafandru? Ali pa zadnja zasedena postelja in klic za nov sprejem? Tako brez olepševanj je zdravnica Alenka Strdin-Košir, vodja COVID intenzivne enote UKC Maribor, med epidemijo pisala sporočilo zdravnice s covidske fronte in odstirala težke in zelo težke trenutke. Veseli smo, da vas lahko nocoj povabimo pred mikrofon in vas poprosimo za vaše razmišljanje o tem, kako je, ko pridejo tako težki trenutki, kako se soočiti z najtežjimi izzivi in zaceliti bolečine, rane, ki jih prinaša tudi zdravniški poklic. Doktorica Alenka Strdin-Košir, izvolite, dobrodošli. Velikokrat se mi je v tistem času že zdelo, da smo prišli do točke preloma. Včasih se mi je zdelo, da smo že čez. A se nismo nikoli zares zlomili. Ko je bilo treba, je nekdo vzel še 9. dežurstvo. Ali pa smo prišli pomagati seliti na edino prosto soboto v mesecu. Po 7 urah smo se najedli, napili, opravili svoje biološke funkcije in si čez pol ure spet nadeli skafandre. In čeprav tega ne bi nihče verjel, smo uspeli pod streho raznih bolnišnic spraviti vse intenzivne potrebne bolnike. V tistih najhujših tednih jeseni 2020 sem nekajkrat poklicala psihologa, ki nam je na voljo za reševanje stisk. Nikoli prej tega nisem potrebovala. Reševanje problemov in premagovanje težav mi gre od rok, zato sem postala intenzivist. A to, kar sem si naložila v tistih tednih, je bilo preveč. Ves čas sem čutila tesnobo v prsih in nisem mogla več spati. Teže nisem znala in ne zmogla odložiti. Tako sem zapisala takrat. Pogovor je pomagal. Psiholog mi je zanimivo predočil stvari, razložil, kako smo zdravniki po naravi usmerjeni k reševanju problemov, k reševanju življenj in zdaj smo se znašli v situaciji, ki je ne moremo obvladati. Nikakor. Ni odvisna od nas in ne moremo rešiti tega problema. Ljudje bodo umirali, kljub našim naporom. In nemoč, ki jo čutimo, nam pritiska na ramena, ne pusti nam dihati in ne pusti nam spati. Potem mi je poskušal prikazati drugačno perspektivo, si nastaviti drugačen okvir, si reči, naredila sem vse, kar zmorem in kar se da, nisem Bog, več kot to ne znam. Hči, ki jo skrbi zame, mi je to misel napisala na ogledalo. Danes sem naredila vse, kar lahko. Zanimivo, kako drugačen okvir pomaga. Res pomaga. Malo mi je lažje. Del bremena vsak večer odložim in zdaj po noči spet spim.
volje, ko luna me opazi, trava me zapelje, strast beži. Para, kdo si ti? Kdo si ti, ki me objema zdaj? Daj mi razlog, da ostanem tu. Daj mi razlog, da vrnem se nazaj. Daj mi razlog, da ljubim te. En dober razlog vsaj. Kje zdaj ti potuješ, kar daleč je obala, kam te toliko odnaša, ne moreš več nazaj. Pod nogami razpoka, se v jezero pogrezam, od tebe nič več nočem, nimam skrbi. Para, kdo si ti? Kdo si ti, ki me objema zdaj? Daj mi razlog, da ostanem tu. Daj mi razlog, da vrnem se nazaj. Daj mi razlog, da ljubim te. En dober razlog vsaj. Para, kdo si ti? Kdo si ti, ki me objema zdaj? Daj mi razlog, da ostanem tu. Daj mi razlog, da vrnem se nazaj. Daj mi razlog, da ljubim te. En dober razlog vsaj. Daj mi razlog, da ostanem tu. Daj mi razlog, da vrnem se nazaj. Daj mi razlog, da ljubim te. En dober razlog vsaj. In kot otrok in kot odrasel človek ne bom nikoli pozabil toplih rok Pavla Kornhauserja, doktorja, ki me je sprejel v zdravstveno institucijo v Stični, kjer smo bili srčni bolniki, mali srčni bolniki. In potem pozneje, ko je recimo doktor Cibic me prijel s svojimi rokami in mi stisnil prsni koš. Tako je rekel, vi ste pravzaprav dobro treniran športnik. Tako da moram reči, da zdravniki nas spremljajo skozi. In želim si tudi, da bi v nekih primerih zdravnik imel tisto možnost, da potem potegne moje veke navzdol in da se stvar konča. Je pa res, da bi morali zdravniki, jaz se zelo bojim tega, da bi postali žrtve kapitala in znanosti obenem. To je velika skušnjava in teh skušnjav imajo vsi zdravniki, mladi in stari, kar precej.
Želim si, da ne bi podlegali, želim si, da bi bili dobro plačani, da bi naredili lestvico med sabo, tudi to, kako so plačani in tako naprej. Ampak v resnici živimo v zlatem okolju zdravstvenem in smo vsi odvisni pravzaprav od zdravnikov. Stalno nas spremljajo, stalno so z nami, mi smo z njimi. Ta odnos upam, da se ne bo nikoli pokvaril in da po drugi strani pa mislim tudi, da prebivalstvo živi dovolj napačno. Zdravniki sicer educirajo, ampak zgubljamo bitko v šolstvu zaradi napačne prehrane in premalo gibanja in ravno tako med ljudmi. Mislim tudi, da je napačna doktrina, da nam morajo zdravniki vse pomagati in da so vse mogočni. Človek je po osnovi sedes morbi in ne more zdrav umreti. Tako da si želim, da bi zdravstvo ostalo tako, kot je, da se vsem pomaga, ampak da se educira in se od ljudi tudi zahteva odgovorno vedenje do lastnega življenja, do lastnega telesa in lastne duševnosti. Nekoč sem poznala zdravnika, ki je bil iskren, a nežen s svojo iskrenostjo. Ljubeč, a previden s svojo ljubeznijo. Ki je bil discipliniran, ne da bi bil tok. In pravičen brez madeža arogance. Ki je bil samo sprašujoč, vendar brez dvoma vase. Introspektiven in reflektiran, a v istem trenutku tudi odločen. Ki je bil strog, močan in neomajen, vendar vse to spojeno z nežnostjo in razumevanjem. Zdravnik, ki je častil svoje poslanstvo, brez da bi častil samega sebe. Ki je bil neverjetno zaposlen, a je imel vendarle čas. Čas za smeh, za pogovor, za dotik ramena, za stik roke in ki je imel dovolj časa tako za smrt kot za življenje. Medicina vsak dan dosega in presega nove mejnike. Ko so jih obvestili, da so mladi nosečnici odpovedala pljuča, je ekipa kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino interne klinike UKC Ljubljana v pičli uri s helikopterjem odletela v mariborski UKC. Vedeli smo, da nimamo časa, da moramo na pot takoj ali nikoli. Dva zdravnika sta podaljšala svoj delovni čas, sestro smo poklicali nazaj. Se spominja docentka doktorica Vojka Gorjup. Nosečnici so s pomočjo naprave ECMO takoj ustavili zunajtelesni krvni obtok in rešili življenje tako mamici Katji kot mali Viktoriji. Saj smo rekli, da danes praznujemo pogum in hvaležnost. Docentka doktorica Vojka Gorjup, izvolite. Že kot majhna deklica sem si želela, da bi postala zdravnica. Moj takratni nagib je bila moja varuška, ki je imela kronično obstruktivno pljučno bolezen, stalno je kašljala in kdo drug kot jaz bi jo lahko zdravila. Še danes, po 42 letih delovne dobe, vem, da je bila to takrat prava misel in tudi kasneje prava odločitev. Postala sem zdravnica. Pred 30 leti približno sem se odločila in se prijavila na razpisano delovno mesto v intenzivni enoti. Groza, strah me je bilo, sem tega sploh sposobna, znam dovolj, pa se tam skoraj vsi umrejo, ampak to ni čist res. Trdo delo, polno učenja, nočne, vikendi na eni strani, na drugi strani pa reševanje življenj, delo s kolegi. Vse to me je dvigovalo, me oblikovalo in preoblikovalo v to, kar sem danes. Tega se ne da opisati z besedami, koliko doživljaš kot intenzivist vsakodnevno,
koliko trpljenja vidiš v očeh svojcev in koliko sreče vidiš v očeh tistih svojcev in upanja v očeh svojcev bolnikov, ki ležijo pri tebi. Nikoli ne bom pozabila tudi tistega dne, ko so nas poklicali iz mariborske bolnice. Kolegica je rekla, Vojka, veš kaj, tukaj imamo bolnico, mamico, 30 let še ni stara, noseča je, 20 tednov, 22 tednov, a veš, otrok ne more preživeti. Se je imela samo gripo, ampak zdaj pljuča ne delajo. Sem rekla, veš kaj, a bi jo vi pripeljali? Rekla, ne mogoče, nam bo umrla na poti. Kaj drugega kot, stavimo, ostali bomo po službi, gremo, še en kolega, helikopter, gremo v Maribor, strah, grozen strah. Težko se razloži, tiščite v prsih, tiščite v grlu, tresajo se ti roke, noge, ampak ko prideš tja, si miren, narediš vse, kar misliš, da je potrebno narediti. Naredili smo vse. Pripeljali mamico, 22 tednov nosečo, nazaj v Ljubljano in jo začeli pri nas zdraviti. Vsakodnevno smo gledali, naj nam ginekologi oprostijo in porodničari, z lastno roko smo vzeli ultrazvočno sondo, gledali dete, ugotavljali, je živo, ni živo, vsakodnevno, vsak dan temu otroku pomenil ogromno za preživetje. Ampak najtežje so bile pa dileme, ki so se postavile pri nas, komu dati prednost, mamici, če se kaj zgodi, otroku ali obema. Videli smo, da morata oba preživeti. Doma so imeli še majhno punčko, oče je gledal nas kot nekaj, saj vem, vi boste rešili mojo ženo, dajte moji ženi prednost. No, ampak odločili smo se pravilno. Zdržvali smo življenje te mamice toliko časa na aparatih, da se je nekega jutra pač odločila, da zdaj ima pa tega dovolj in ona bo rodila. Jasno je spala, prišlo je do poroda, rodila se je Viktorija. Viktorijo smo dali ime zato, mi na oddelku, ker pač dete je zdržalo, je preživelo in kaj, če bi drugega kot Viktorija, se je zmagala. Takih dogodkov ni bilo malo, bilo jih je veliko, bilo je veliko tudi žalostnih dogodkov in vse to nas je oblikovalo do tega, kar danes smo in da lahko rečemo, da imamo radi svoje delo. Nismo bogovi v belem, res ne. Nismo pa niti dvoživke, tudi to nismo. Smo samo ljudje, ki radi upravljamo svoje delo, ki živimo za svoje delo, živimo za življenje naših bolnikov. In tudi jaz imam rada svoje delo, zato sem danes tukaj. Najlepša hvala, gospa Gorjup, ampak z nami sta tudi nepopisna sreča zmagovalka Viktorija in mamica nepopisne sreče, gospa Katja. Katja, sama ušesa so nas, da slišimo še z vaše plati, z vašega vidika zgodbo oziroma stavke hvaležnosti, ki bi jih zdajle namenili nam. Jaz se dejansko ne spomnim kaj dosti, tudi pozabila sem, da sem bila noseča. Tako da so mi jo dali v roke, koliko kilo kruha, pa so vsi jokali z mano, verjetno. Imam zelo lepe spomine na Cim, kakor tudi na porodnišnico, ampak to so moji angelčki v belem. Tako da ne da se opisati z besedami, kako sem jim hvaležna, ker so rešili mene in njo, tako da moja ta večja hčera ni izgubila mamice, mož pa ne žene, tako da. Najlepša hvala za to, da ste prišli danes sem. V
V hvaležnosti je skrivnost srečnih oči in velja se ji predajati potiho in na glas. Gotovo lahko pričakujemo, da bo hvaležnost v vrsti ostalih visokih čustev spregovorila tudi skozi besede naslednje slavnostne govornice. Gospe in gospodje, na današnji svečanosti je napočil trenutek, ko nas bo nagovorila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, profesorica doktorica Bojana Beović. Spoštovani predsednik države, gospod Borut Pahor, cenjeni visoki gostje, spoštovani kolegi, spoštovane kolegice. Poslanstvo medicine je uprto v prihodnost, v nove tehnologije, v boljše obvladovanje bolezni in ohranjanje zdravja. Poslanstvo zdravnika temu pogledu v tehnološko prihodnost dodaja obrazcu človečnosti, znanosti, dodaja zaupanje in srčnost. Nemogoče, tudi neetično bi bilo, če znanstvenih odkritij in sodobne tehnologije ne bi uporabljali v prid človekovemu zdravju. Spremembe so neizogibne in potekajo hitreje kot kadarkoli v zgodovini. Vloga zdravnika se bo z njimi spremenila, a uporaba tehnologije brez visoko usposobljenih ljudi ni možna. Prav tako bomo etične dileme na splošno in o posameznem bolniku še vedno prepuščali presoji zelo usposobljenega in osebnostno uravnoteženega posameznika, ki bo obravnavo bolnika skupaj z bolnikom indiciral, s pomočjo tehnologije pa izvedel in nadzoroval. Naša naloga, naš zanimivi izziv je ujeti razvoj tudi v slovenski medicini z vrhunsko usposobljenostjo slovenskih zdravnikov. Poslanstvo zdravnika se zrcali skozi raznolike zgodbe obrazov zdravništva. Visoka strokovnost, predanost delu in široka odprtost svetu in življenju. Slednje potrjuje tudi dobrodelnost slovenskih zdravnikov. Iskrena hvala vsem kolegom, ki ste se nedavno hitro odzvali na krizo v Ukrajini, in ob tej priliki lep pozdrav tudi kolegicam iz Ukrajine, ki so se danes pridružile naši slovesnosti. Živimo z zavestjo delati dobro, a to vključuje tudi dileme in stiske, ki jih delimo z našimi bolniki. Dotikamo se meja človeškega bivanja, dna človeškega bivanja, ponotranjamo najhujše človekovo trpljenje, telesno in duševno bolečino. Breme je težko, tudi pretežko. A trpi bolnik in mi smo tisti, ki zmoremo, ki znamo pomagati, lajšati bolečine in hoditi s trpečim. V tem je bistvo zdravnikovega etičnega delovanja. Vemo, da v življenju ni bližnjic in utvar, a dokler življenje je tu ljubezen in je upanje. Nismo nadljudje, ki bi odločali o življenju in smrti. Imamo pa znanje, ki nam pomaga poslušati, razumeti, zdraviti in lajšati. Dimenzije zdravniškega poklica, ki segajo v znanost, etiko in družbo, nas delajo posebne, a zato nič manj človeške. Posebnosti našega poklica in življenja oblikujejo našo stanovsko zavest. Združeni v Zdravniški zbornici imamo priložnost, da številne podrobnosti svojega poklica urejamo sami. Družba nam z javnimi pooblastili daje možnost, da poklic urejamo v dobro ljudi in svojega stanu. Javna pooblastila nosijo v sebi veliko priložnost, prav tako povečujejo odgovornost, ki stanovsko organizacijo loči od drugih oblik zdravniškega združevanja. 30-letne naše in tudi večstoletne izkušnje stanovskega združevanja zdravnikov v svetu kažejo, da to odgovornost zdravniki znamo nositi in da smo zaupanja vreden del družbe kot posamezniki in kot stan. Posebnosti zdravniškega dela in življenja kličejo tudi k temu, da si pomagamo, da si drug drugemu stojimo ob strani.
Materialno, če je to potrebno, z razgovorom s številnimi oblikami strokovnih pomoči, ki si jih omogočamo na zdravniški zbornici. Pri postavljanju novih temeljnih kamnov slovenske družbe po osamosvojitvi je bil eden pomembnih tudi zdravniška zbornica. Tako je ob ponovnem rojstvu Zdravniške zbornice Slovenije pred 30 leti v slovenski skupščini dejal njen prvi predsednik in eden od očetov samostojne Slovenije, dr. France Bučar. Hkrati je opozoril, da pričakuje več samostojnega zdravniškega delovanja in sprotnega odzivanja na družbene izzive s spoštovanjem visokih norm etike in morale. 30 let od dneva, ko so zdravniki jasno in javno povedali, da ne bo o nas nihče odločal brez nas, prizadevanja za izboljšanje položaja zdravnikov niso končana. Če povzamem zapis primarij Demšarja, enega od obuditeljev Zdravniške zbornice Slovenije v nedavnem uvodniku Stanovske revije, družbi ponujamo roko, a ob tem svarino, da nas je treba, če smem dodati še sama v dobro naših bolnikov, jemati resno. Zdravniki smo lahko ponosni na delo naših predhodnikov, ki so nam omogočili pogoje in podlage za nastanek Zdravniške zbornice in uspešno nadaljevanje njenega dela v vseh 30 letih. Ne bom naštevala posameznih imen, ustanoviteljev, graditeljic, predsednikov, poslancev, odličnega tima zaposlenih na Zdravniški zbornici, pa tudi ministrov iz naših vrst. Vsem iskrena hvala. Stanovska zavest, zastopanje koristi zdravniške prakse in ureditev odnosov med zdravniki in družbo so bili razlog za ustanovitev prve zbornice na Slovenskem pred 130 leti, takrat na pobudo Slovenskega zdravniškega društva. V dobrem stoletju so se menjale države, sistemi in glavna mesta, vloga zdravnikov je ostala nespremenjena. Neizogibna politična vloga zdravništva je bila pogosto nezaželjena. O tem priča tudi dvakrat prekinjena zgodovina stanovske organiziranosti zdravnikov na Slovenskem. Prav zato smo v tem trenutku posebej hvaležni za državno priznanje, ki smo ga prejeli na današnji slovesni dan iz rok najvišjega predstavnika slovenske družbe, predsednika države, gospoda Boruta Pahorja. Priznanje razumemo kot spodbudo zdravništvu in Zdravniški zbornici, da svojim delom in poslanstvom nadaljujemo. Da bo svet boljši za vse ljudi, za bolnike in za zdravnike. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala vsem kolegom za delo eden za drugega teh 30 in več let. Ter hvala za pozornost. Biti s pacienti je v teh trenutkih vsekakor imelo svojo čustveno ceno. Toda imelo je tudi svoje nagrade. Mislim, da se nisem niti za minuto v katerem koli delu dneva spraševal, zakaj opravljam to delo in ali je vredno truda. Klic po varovanju življenja in ne samo življenja, ampak človeka kot osebe, morda ne bi bilo preveč reči duše bližnjega, je bil samoumeven v svoji svetosti. Spoznal sem, da moram, preden pacientu operiram možgane, najprej razumeti njegov razum, njegovo identiteto, njegove vrednote, kaj mu dela življenje vredno življenja in ob kakšnem razdejanju je razumno pustiti, da se to življenje konča. Cena moje predanosti uspehu je bila visoka in neizbežni neuspehi so mi naložili skoraj neznosno breme. Ta bremena so tista, ki delajo medicino s svetom in obenem popolnoma nemogočo. Če pomagaš drugemu nositi križ, te mora ta križ kdaj podreti na tla. Biti dober človek pomeni imeti neko odprtost do sveta.
Sposobnost zaupanja v negotove stvari onkraj našega nadzora, ki nas v zelo skrajnih okoliščinah, za katere nismo krivi sami, lahko privedejo do zloma. To nam pove nekaj zelo pomembnega o človeškem pogoju etičnega življenja. Da je utemeljeno na zaupanju v negotovost in pripravljenosti, da smo izpostavljeni. Temelji na tem, da je bolj podobno rastlini kot dragulju. Nekaj zelo krhkega, ampak obenem nekaj, česar posebna lepota je neločljiva od njegove krhkosti.